Nejc Skubic, s pokalom se je nekako krivulja izidov žal obrnila navzdol, morda že veste, kje je razlog temu? Pa kje je razlog? Težko je zdaj biti pameten po tekmi. Sigurno, da nekako nas mogoče tudi neka smola spremlja, glede na to, da smo, jaz mislim, da vsako tekmo do zdaj prikazali dobro igro, vsaj po en polčas, in tukaj nam tudi nam zmanjka en polčas in en polčas ni dovolj. Moramo združiti tako igro v dva polčasa in ko bomo to naredili, mislim, da bomo tudi začeli zmagovati. Se pravim, lahko tudi, če bi imeli kanček sreče, bi šli in v pokalu naprej in zdajle proti Olimpiji doma zmagali, ampak nažalost se je vse obrnilo proti nam. Ampak nič, mi smo to tekmo že pozabili in smo se obrnili na naslednjo tekmo in to je to. Zadnja dva poraza sta bila kar boleča, oziroma zadnja zmaga, ki je bila pirova, in poraz na domačem igrišču proti Olimpiji sta bila kar boleča, mogoče pustilo kaj psiholoških posledic tudi na samozavesti. Pa sigurno, po sami tekmi fanti smo bili zelo razočarani. Vedeli smo, da je to neka priložnost, da obdržimo nek stik v bistvu z vrhom lestvice in da te tekme nikakor ne smemo izgubiti. Nažalost smo izgubili, ampak mi smo profesionalci in mi moramo takoj po prespani noči, po tekmi, moramo to pozabiti. In to smo tudi naredili, fantje smo se osredotočili na nadaljevanje prvenstva. Čakajo nas še 3 tekme, vse 3 tekme bomo probali zmagati in potem štartati v spomladanskem delu na Evropo. Imeli ste kar nekaj priložnosti, da bi se priključili zgornjemu delu lestvice, pa enostavno tistega zadnjega koraka niste uspeli narediti. Kje bi tukaj lahko našli razlog? Se pravim, težko je govoriti, no, mislim res, imeli smo 3 lepe priložnosti, Zavrč, Rudar, Koper. Nažalost jih nismo izkoristili, no. Ampak zdaj smo spet v bistvu v nekem položaju, ko smo bili takrat na začetku septembra. Zaostajamo kar nekaj za tem vrhom lestvice, tako da moramo spet začeti od začetka, ampak jaz verjamem, u nas prvenstvo je dolgo in točke še ogromno. Če bomo samo moramo nadaljevati s trdim delom, kot smo to delali do sedaj, igrati dobro, agresivno, to kombinatoriko imamo v igri, tako da jaz se ne bojim za našo ekipo. Verjamem, da v spomladanskem delu da bomo nabrali zelo veliko točk in prišli do našega cilja. Po prvem reprezentančnem odmoru se je nekako končala potem ta lepa serija izidov, morda pa sedaj po drugem vendarle dvignete raven izidov, ki so v zadnjem obdobju malce padli. Ja, upam, no. Nekako upam, da bomo tudi fantje črpali to neko motivacijo, to neko moč. Vemo, da je do konca samo še teh 3-4 tedne in tukaj moramo biti najmočnejši. Potem nas čaka en dolg odmor in tukaj moramo iskati to motivacijo, da imamo samo še 3-4 tedne, da te 3 tekme moramo nekako izvleči pozitivne rezultate in jaz verjamem, da nam bo uspelo. Luka Jeznar vas je vodil na 13 uradnih tekmah, ste že ujeli njegovo miselnost, njegova navodila, ste se že popolnoma prilagodili njegovemu načinu vodenja? Ja, jaz bi rekel, da smo se, zelo hitro smo se že ujeli. Luka nas je tudi že poznal odprej, tako da nas pozna, ve, kakšni smo karakteri, tako da tukaj ni bilo nobenega problema in zelo hitro smo usvojili to njegovo miselnost. Preselili ste se nazaj na položaj bočnega branilca, vam to bolj ustreza, sedaj ste bolj zadovoljni kot recimo prej, ko ste igrali v sredini ali v obrambi? Pa tako je, kar ti trener naroči, tisto moraš igrati. Sigurno pa, da je moja prvotna pozicija in moja želja igranja na bočnem položaju. To mi je Luka omogočil in jaz probam dajati vsako tekmo maksimum in doprinesti ekipi veliko. In jaz se bom trudil še naprej, se pravim, trenerjevo je pa, kam me bo postavil, jaz na vsakem mestu probam dati vse od sebe in to je to. Ste zadovoljni s trenutno formo, imate še kaj rezerv? Sigurno, če ne bi rekel, da nimam rezerv, ne vem, pač normalno, da rezerv je. Forma je malce padla od tistega začetka, ko nas je Luka prevzel. Trenutno nisem zadovoljen s svojo formo, sigurno da ne. Veliko stvari moram v svoji igri izboljšati. V soboto vas čaka prijateljska tekma z zagrebško Lokomotivo. To bo prava priprava za potem prvenstveni obračun z Mariborom. Sigurno. Vsako prijateljsko tekmo moramo vzeti kot neko prvenstveno tekmo. Moramo se dokazovati na vsaki tekmi in da dobimo potem priložnost v prvenstvu. Jaz verjamem, da bomo fantje zbrali toliko moči,
da odigramo to tekmo maksimalno in da se pripravimo na sobotno tekmo z Mariborom, ki bo sigurno zelo težka tekma in mislim, da je Lokomotiva pravi nasprotnik, da se pripravimo na to tekmo. Najlepša hvala. Srečno. Hvala.